govorim slovensko, se počutim doma, čeprav na drugem koncu Slovenije ali sveta. S temi besedami je na vprašanje, kaj mi pomeni slovenščina, odgovorila Valerija, devetošolka ene izmed slovenskih osnovnih šol. Zgodba njenega sovrstnika Aljaža pa je sledeča. Fantek je, in nekdo vzkliknil. Takrat sem jo spoznal, mater slovenščina namreč. Ker sem bolj sramežljive sorte, je dobro leto po mojem rojstvu govorila le ona in krožila okrog mene. Potem sem zbral pogum, ter jo tudi sam ogovoril z besedami, kot je mama. Počasi sva skupaj odkrivala stvari, najprej po vseh 4, kasneje po 2. V 4. letu šolanja mi je predstavila šteti angleščino in nemščino. Kadar ne preživim časa slovenščino, jo za uro ali 2 zamenjam z eno od tet, da si malo odpočije. Rad imam angleščino in nemščino, a je zame na prvem mestu še vedno slovenščina, ker me uči, me vzgaja in mi daje nešteto možnosti za komuniciranje in ustvarjanje. Poleg tega me spremlja na moji življenjski poti že od samega začetka. Spoštovane in spoštovani, kaj pa vam pomeni ta materinščina, materni jezik? Materni jezik ali materinščina je jezik, ki se ga v zgodnjem otroštvu običajno naučimo kot prvega in se v njem najlažje izražamo, zato ga imenujemo tudi prvi jezik. To je jezik, ki se ga naučimo v okviru doma. UNESCO je leta 1999, 21. februar, razglasil za mednarodni dan maternega jezika. S tem so želeli opozoriti na potrebo po ohranjanju kulturne in jezikovne različnosti. Materni jezik večine prebivalcev Slovenije je slovenščina. 25. junija 1991 je slovenščina postala tudi uradni jezik Republike Slovenije. Je južnoslovanski jezik, ki ga na svetu govori približno 2,5 milijona govorcev, katerih večina živi v Sloveniji in je edini jezik v Evropski uniji, ki pozna dvojino. To je Ferry Lajnšek, eni izmed pesmi označil kot misteri, ki nikdar ne mine. Vsekakor je za ohranjanje jezika pomembno branje. Kam, če ne v knjižnico, bi lahko bolje umestili današnjo predstavitev knjige Jezikovna odličnost, katere avtorica je Irena Potočar-Papež, univerzitetna diplomirana pedagoginja in profesorica slovenščine. Mnogim znana tudi kot avtorica in voditeljica TV oddaje Moja slovenščina, NLP praktičarka, mediatorka in zagotovo še kaj. Svoje navdušenje nad jezikom in znanje o njem že vrsto let prijazno deli naokoli. Skozi lep jezik in širok nasmeh izpričuje tudi svojo strast do življenja, ki je pomagalo utirati se že mnogim, od tistih v vrtcih in šolah do onih v občinskih vrstah in za industrijskimi trgovi. In kaže, da bo tako tudi zdaj, ko je Irena sama svoja šefica. Irena je bila tudi Toporišičeva študentka jezikoslovca, ki smo mu v Brežicah in širše posvetili celo leto, Toporišičevo leto. Prepričana sem, da nam bo pogovoru z Matejo zaupala tudi kakšna zanimivost iz študentskih let. Izvolite. Hvala in lep dober večer. Hkrati v naši sredini pozdravljam gostjo Ireno Potočar-Papež. Dober večer. In hvala za tako lep uvod. Sama si bom uvodoma dovolila prebrati hudomušno predstavitev, ki jo je naša današnja gostja spretno izpeljala iz začetnic svojega imena. Zapisala je tako: sem vedno iskrena, največkrat radostna, pozitivno energična, tu in tam navihana in zelo aktivna Irena. Res lepa besedna igra. Obstaja pa tudi zgodba, povezana z vašim imenom. Kdo vam ga je izbral in zakaj? Ne vem, kje ste sicer to izvrskali, ampak ja, res zame je zgodba zanimiva in pomembna.
Izbral mi ga je oče in sicer se je nad tem imenom navdušil, ko je bral Finžgarjev roman Pod svobodnim soncem. Je pa zanimivo, moji mami je ime Mira in ko sem raziskovala pomen, razlago imen, ugotovila, da je moje ime iz grščine, da je to grška boginja sreče, da je ime Irena in da pravzaprav pomeni mir, prav tako pa tudi Mira, ime Mira. Tako da ne, da bi moja mami vedela, ko sem jo potem vprašala, a si ti vedela, ne, da je to ta povezava, seveda ne. Tako da, ja, zanimivo, kako se to vse v življenju prepleta, tako kot se mora. Lahko rečem, da ste resnično snovalka, tkavka in prenašalka lepe slovenske besede. Me pa zanima, kdaj vas je slovenščina kot taka poklicala? Kako lepo vprašanje poklicala. Res se mi zdi, da me je poklicala, da me je povabila po svojo deželo bogatstva. To se je zgodilo že zelo zgodaj v osnovni šoli in sicer jaz sem še iz 8-letke, tako kot večina nas verjetno. In torej na višji stopnji, 5. razred, ko je bil tako imenovani predmetni pouk, me je učila gospa Martina Picar na osnovni šoli Boštin, ne vem, če kdo to šolo pozna, v Novem mestu. Moja izjemna vzornica, še zdaj gre Viktorija Pope, zelo smo povezani še vedno, kasneje smo bili tudi sodelavki in ta njena ljubezen do jezika, ta njena tenkočutnost, to njeno blagoglasje, to je mene tako zelo posrkalo. In še danes, po x letih, tistega 5. razreda, imam pred očmi to učilnico, kjer smo imeli slovenščino, zeleno tablo in na tablo je bil napis, torej je bila Levstikova misel in sicer tale: Trd bodi, neizprosen, mož jeklen, kadar braniti je časti narodu in jeziku svojemu. Profesorjev je bil tudi naš vajalec Mosteca, akademik Toporišič. Zanima me, kakšni so vaši spomini nanj? Morda obstaja kakšna zanimiva zgodbica povedala? Verjetno je še kdo od tukaj, ki je njegov študentka. Pa sem se pred nekaj dnevi z mami pogovarjala svojo in mi povedala, da pridem in da je to Toporišičevo leto in tako naprej. Je rekla: a se spomniš njega, si se pa zelo bala? Ja, res je v meni ves čas vzbujal eno, bom rekla, strahospoštovanje. Strah zato, ker je bil izjemno strog. Spoštovanje pa zato, ker kljub temu, da je bil strog, je bil izjemno pošten, strokoven seveda, torej resnično človek z veliko začetnico. In pri njem si pravzaprav vedel, da če si študiral in naštudiral snov, da je pravzaprav res zelo malo možnosti, da ne bi izpita naredil, kar se je morda ali pa seveda tudi še kje drugje dogaja. Tako da res sicer bom zelo lepo spomnil na. Toporišič je imel zelo rad narečja, svojo občanščino. Bi pa vas prosila, če lahko vi nam kaj poveste v svojem narečju, se pravi v narečju, v katerem ste se rodili. Ja, jaz sem Novomeščanka, ampak nikoli nisem tako hladopodolejsko govorila. Tako da bi bilo zelo čudno, zabojim, da bi bilo umetno, če bi zdaj tako ukala. Mogoče pa to povej z enim primerom, kar nenavadno mi je, s primerom, ki sem ga v resnici doživela, torej ko sem delala v industriji še pred kratkim, pred 3 leti in naša hčerinska firma, podjetje je avtomobilski salon bil. In sem da ravno tam smo nekaj urejala z direktorjem tega avtomobilskega salona in pride noter en možakar, bom zdaj tako prav s primerom iz prakse povedala, pride noter en možakar, lepo jakno, klobok na glavi, buši noter v salon in reče: pokupaj prva slediječa Mazda. Prodajalec, ki sta zdrava njega, pravi: dober dan želim, kako vam lahko pomagam? Pravzaprav nastavi ogledalo. Zdaj, rdeča Mazda me zanima, ne? Pravi: ja, poglejte, odvisno od letnika, kilometrine, modela, nekaj več podatkov mi morate, da vam bom lahko pomagal v knjižno-pogovornem jeziku. In zdaj spet ta domačine: ja, ne vem, če rdeča Mazda, moj sosed doma. Si misli prodajalec, in se zasidra na podatek, moj sosed doma. Glejte, potem bom pa jaz predlagal, da greste domov, ga poprašate tega soseda,
malo letni kilometrina, pa potem ali pokličete, pridete, pa bova lažje pogledala, kje se zdaj te cene vrtijo, ne? Ta pa vas zgroženo. Kako? Ali mene zdvih zanima, odkot bo doknarja rdečo mazdo kupil? Ampak, no, aj dovolj v beleščini, dovolj. Tako, jaz se vam na tem mestu zahvaljujem za pogovor. Vas pa prepuščam našim obiskovalcem, da morda še njim izdate kakšno jezikovno napakico, morda tisto, ki ste ujeli na plakatu ob cesti, in vabim vas, da skupaj strelimo kakšen jezikovni oreh. Izvolite. Hvala lepa. Morda za začetek nekaj zanimivosti. Slišali smo že uvodoma gospod direktorico, ki je nekaj v številkah govorila. Toliko se malo počasi pripeljemo do tega jezikovnega področja, ki potem skupaj povrkujemo po njem. Torej, ja, 2,3–2,4 milijona prebivalcev oziroma govorcev slovenščine, pa boste rekli, toliko nas sploh je toliko, kaj. Ampak moram takoj povedati, da v tej številki so tudi seljenci, so tudi zamejci, torej so tisti, ki jim je sicer slovenščina, materni jezik, pa vendarle ga ne govorijo dobro, torej ga ne obvladajo popolnoma. Tukaj so tudi pravi izseljenci, torej druga, tretja generacija, ki recimo v Kanadi, predstavnik te generacije, govori nekako takole, pravi, da je kar krešno dolga. Kaj že? Mislim, da bi bilo bolj čisto slovensko, pa čisto angleško, ne? Ampak kar je krešno dolga. Torej, avto je zbil psa. In ti, ki govorijo tako, so tudi v tej številki, ki res lepo zmeni. Potem še en zanimiv podatek povezan z jezikom in tudi tem, koliko informacij, seveda so informacije, podatki pa povezani z jezikom, tako z besedno kot nebesedno govorico, prejmemo v enem dnevu. Pravijo, da danes v enem časopisu, v eni izdaji New York Timesa izide toliko podatkov, oziroma je objavljenih toliko podatkov, kot jih je v 17. stoletju človek dobil v celem življenju. Mogoče samo še ena številka, torej pri komuniciranju oziroma sporočanju govorimo tudi o različnih generacijah in različnih značilnostih, seveda posameznih generacij, vsak ima pluse in minuse. In recimo generacija Z, to so naši mladički, torej to so otroci rojeni od leta 2000 in kasneje, se pravi mlajši, torej prvega letnika pa nazaj v osnovno šolo. Ko so delali raziskavo, so ugotovili, da ima ta predstavnik generacije Z pri 13 letih za seboj že več kot 10.000 ur gledanja televizije in 10.000 ur dela na računalniku. Stopimo sobo svojega predstavnika generacije Z, 16-letnika, in je ravno na Skypeu, in to pomeni, se z nekom pogovarja, stopim v sobo in, a veste, kaj nam dela? Refresha, downloada, helpa, enda, mislim, OMG, če nadaljujem z njihovim slengom, da skoraj da rabiš slovarček, da si boš lahko prevedel, kaj vse to pomeni. Tako da tudi zato je prav, da negujemo jezik, da se zavedamo, da je jezik sestavni del narodove identitete in da imamo seveda na tem področju veliko možnosti, priložnosti za izboljšanje, ker režim se spreminja in nekaj, kar smo se učili včasih, danes preprosto ne velja več. Spoštovani dame, to velja predvsem za vas, torej za nas, za ženske. Če se slučajno zjutraj pred ogledalom jezite spet nova gubica, kot prvo morate vedeti, da je to smejalna gubica, da nima povezave z emšom, oziroma dobro preberite, kaj piše na kremi, s katero si mažete obraz, ker veste, kaj nam ponujajo? Kreme za gube. Ponujajo nam kreme za gube, ponujajo nam šampon za prhljaj, ponujajo nam tablete za glavobol. Pa kdo je to knor, katera je to knora, da bo kupila kremo, da bo gube dobiš? Ko se peljem za takim avtom, je zelo nevarno, da povzročim nesrečo. Zastojn. Nekaj ponujajo zastojn. Dobro, kdo je rekel, pa to je marketinški trik, oni so to nalož naredili, ker je to bolj opazno. V redu, pa vendarle ne verjamem, Pravzaprav je jezik, oziroma pisanje, sporočanje, sestavni del prvega vtisa, ki si ga ustvarimo drug od druga, a je res? Če jaz nekomu napišem dopis z ogromno napakami ali pa elektronsko sporočilo, ki ima 5, povedi samo.
pa je potem ogromno napak, pa so klicaji, trije, pa vse počrtano, pa še rdeče, pa še ne vem kaj. Ja si bo ta človek seveda ustvari mnenje o tem. Nemogoče je bilo pred 10 leti recimo dobiti ustrezno, jezikovno ustrezno napisano voščilnico. Ampak, Anata, še danes, kar me pa točno to, še bolj žalosti je pa da sem to voščilnico pa decembra lani fotografirala na pošti. In namesto bi se spet jezila, jaz zelo sem rekla, pregledam pozitivno na življenje, jezila, ker sem ga v gneči, bom pa jaz tole malo pofotkala, ne? In neverjetno, ja, kdo je rekel, pa veste, to na Kitajskem tiskajo. V redu, ampak to še ne pomeni, da če v slovenščini zapisano, da je potem lahko vse narobe. To je velika začetnica, ne? Jezik je osnovno komunikacijsko sredstvo, jezikovna odličnost pa del vse splošne življenjske odličnosti in zato tudi takšen naslov tega priročnika oziroma knjige, za katero res želim, da je prav na nobeni pisalni mizi ne bi prekril prah. V njej sem pravzaprav zajela namige na najpogostejša vprašanja, jezikovne spodrsljaje, dileme, s katerimi me vsak dan pravzaprav ljudje kontaktirajo, kajti želela sem na ta način izpostaviti tisto, kar je pri jeziku izjemno pomembno, vanj vnesla tako pravopisna pravila, kot tudi nekaj slovničnih, pa posvetila kar nekaj prostora etiketi, izjemno pomembnemu področju, še posebej v današnjem času, in pa tudi tako imenovanemu jezikovnemu bontonu in tudi slogu. Kajti prepričana sem, da mora danes prav vsak biti na tekočem z novostmi, spremembami tudi na jezikovnem področju, kajti pišemo in govorimo ne glede na to, na katerem delovnem mestu delamo, s čim se v življenju ukvarjamo, in je to sestavni del prvega vtisa, ki si ga človek ustvari v nas kot posamezniku in tudi organizaciji, v kateri delamo. Zato mislim, da je jezikovna odličnost še kako pomembna, tako na zasebnem kot poslovnem odru življenja. Prej sem tudi omenila knjigo Zadnje predavanje Rendija Pavša, ki je zelo preprosto napisana, ampak vendarle z izjemno sporočilno vrednostjo in govori ravno o tem, ne? A zdaj vas čez stopati in jokati, pa to moram še narediti, pa to moram napisati, pa ono, pa tretje, ali najti nekaj dobrega zase, neki izziv tudi v tej dani situaciji. Kajti Rendi Pavš je med drugim rekel, kart, ki jih dobimo v roke ob rojstvu, ne moramo zamenjati. Od nas pa je odvisno, kako bomo igrali. Kako bomo igrali igro življenja. In čisto metaforično, te karte ljudje, je to v življenju ravno to. Malo koga se v življenju lahko izbiramo in malo katero delo potem, ne? Ne izbiramo si, razen če verjamemo pač v neke posebne teorije, ampak ne izbiramo si staršev, ne izbiramo si otrok, izberemo si partnerja, izberemo si prijatelja, ne izbiramo si sodelavcev, ne strank, ne uporabnikov v knjižnici, ne učencev in dijakov. In s temi, s katerimi sem obdana 80 ur na dan, je pomembno, da delam in živim tako, da ne gre vsak dan košček mene z nekom, oziroma lahko gre, vendar ne, za ceno tega, da me je vsak dan manj. Hvala lepa za sodelovanje in tako kot je rekel Augustinus, meni je zelo ljuba misel, rekel je, v tebi mora goreti, kar želiš zaneti kaj drugem. In če bomo preživeli to vrstne iskrice, verjamem, da bo manj te jeze, da bo treba manj pisati v avtu in da bo beležka manj popisana na desnem sedežu, da bomo skupaj lahko naredili še nekaj dobrega za naš slovenski jezik, ki je pravzaprav naša prva, najpomembnejša osebna izkaznica. Jaz se vam zahvaljujem za tole kratko, simpatično druženje. In prepričana sem, da v besedi sreča oziroma srečanje nista po naključju v besedi sreča in tudi beseda je. Hvala lepa. Še nekaj izvirnega. Hvala, da ste z nami tkali in stkali nocojšnjo zgodbo. Milan Kučan, bivši predsednik Republike Slovenije, je na mednarodnem simpoziju Materni jezik na pragu 21. stoletja dejal tako. Materni jezik, materinščina, je ena najdragocenejših razsežij, ki določajo vsakega človeka. Je več kot je sredstvo za izražanje misli,
je sama človekova vsebina. V materinščini izpoveš vsa svoja, tudi intimna občutenja in vse svoje premisleke. V njej si izrečeš do vseh izzivov in razpoti sodobnega človeštva in sveta, v njej je zajeta preteklost in v njej teče pogovor o prihodnosti. Zato je materinščina vselej živ jezik, jezik življenja, sprememb in razvoja. Je identiteta in je človekova samozavest. Ker nam je mar za odličnost, jezikovno odličnost, v sodelovanju z našo današnjo gostjo, v marcu za vas pripravljamo 3 jezikovne delavnice, na katerih bomo spregovorili o veliki in mali začetnici, ločilih, tujkah, jezikovnem bontonu, pisanju elektronskih sporočil, besedilnih vrst in kreativnem pisanju. Vse to pa nadgradili in utrdili z vami. Za dodatne informacije smo vam na voljo. Naprodaj pa tudi priročnik, o katerem smo se pogovarjali, ne bi smel manjkati na nobeni pisalni mizi. Vabljeni k nakupu in pogostitvi.